Lep pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Ana in danes bom moderatorka današnjega dogodka. V bistvu vsem lepo dobrodošli na današnjem ASEF Young Minds, ki ga organizira Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija. Mogoče preden skočimo v samo vsebino, sem malo uvida v to, kaj sploh ASEF, Slovenska izobraževalna fundacija je, pa v bistvu predvsem ta format dogodkov. Projekt ASEF Mladi umi je v bistvu program, ki spodbuja mlade, ki obiskujejo raziskovalni obisk oziroma ki delajo raziskovalni obisk v tujini v sklopu ASEF štipendijskega programa, da pripravijo nekakšno predavanje in predstavijo znanost na bolj poljuden način. Tako da se v bistvu trudimo s temi projekti tudi zelo povezati neko širšo javnost in lokalne skupnosti. Tako da ta projekt Mladi umi nastaja tudi v sklopu z lokalnimi skupnostmi. Danes je z nami Mladinski center Litija, tako malo več bomo slišali tudi potem v nadaljevanju. Ampak samo to, da dobite malo občutka. Danes bo naš gost Benjamin Fele in nas bo v bistvu popeljal v svet kognitivne znanosti. Tako da za začetek, mogoče, če si na hitro pogledamo agendo. Najprej bomo predstavili Mladinski center Litija, kot sem že rekla. Potem bomo na hitro spregovorili tudi o Ameriško-slovenski izobraževalni fundaciji, torej o ASEF-u, v sklopu katerega tudi ta dogodek je, in pa pač ta celoten štipendijski program. Predstavimo našega gosta, Benjamina, potem pa predajamo besedo Benjaminu, ki pa bo potem tudi vodil celo predavanje. Skozi celotno predavanje vas vabim, da zastavite tudi kakšno vprašanje. Greste na slajdo in vtipkate tole kodo tukaj 305-18, pa potem zastavite vprašanje, na katera bomo odgovarjali ob koncu predavanja. Tako da, Tjaša, zdaj pa te kar vabim, da prevzameš besedo. Ana, hvala. Lep pozdrav še v mojem imenu, torej moje ime je Tjaša Vidergar, danes sem z vami kot predstavnica Mladinskega centra Litija. Moja naloga danes je, da na kratko predstavim Mladinski center Litija in vas obenem vse mlade, ki ste danes z nami in ste tudi iz našega lokalnega okolja. Povabim tudi našo organizacijo, to je nekako tista rdeča nit mojega sodelovanja danes. V glavnem, Mladinski center Litija je bil ustanovljen leta 2005. Mi smo na začetku delovali kot samostojni javni zavod, torej smo bili javni zavod Mladinski center. Potem pa se je občina Litija leta 2013 odločila, da Mladinski center združi z javnim zavodom za kulturo. In tako je nastal en tak super velik zavod, javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija. Smo pa ohranili seveda svojo samostojnost in tudi znotraj ZKMŠ delujemo kot samostojna enota. Mogoče neki splošni cilji Mladinskega centra Litija. Naše glavne naloge v bistvu so spodbujanje in promoviranje ustvarjalnosti mladih. Nekako spodbujamo in razvijamo mladinsko delo na tem lokalnem nivoju. Razvijamo tudi digitalno mladinsko delo, sploh v zadnjem letu je to se je začelo precej razvijati, tudi kot posledica oziroma kot nek odgovor na trenutno stanje okrog covida. Potem je ena izmed naših nalog tudi aktivna participacija mladih oziroma nekako, bomo to malo lepše povedali, to aktivno vključevanje mladih v lokalno skupnost, pa spodbujanje tudi vključevanja mladih nekje na državnem potem nivoju, kjer potem lahko že govorimo o nekem aktivnem državljanstvu mladih.
Naša naloga je tudi razvoj prostovoljnega dela. Mi smo, kljub temu, da smo javni zavod, smo predvsem prostovoljska organizacija. Večina našega programa in dela bazira na naših prostovoljcih. Skrbimo za neko koristno preživljanje prostega časa mladih in v našem lokalnem okolju tudi otrok. Skrbimo za medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje. Vključujemo mlade z manj priložnostmi oziroma skušamo vključevati mlade z manj priložnostmi v prav vse naše aktivnosti. Skrbimo za neke preventivne aktivnosti za mlade, seveda promoviramo in izvajamo mednarodno mobilnost mladih in pa skrbimo oziroma pomagamo pri razvoju podjetnosti mladih. Ena taka mogoče skupna beseda vsega tega je bila zdaj mladi. Naša glavna ciljna skupina so torej mladi, stari med 15 in 30 let. Vedno pa poudarjamo, da je naše lokalno okolje pač majhno, tako da vrat ne zapiramo nikomur, ne mlajšim in ne starejšim od te pravkar omenjene ciljne skupine. Tako nekje naše neke redne aktivnosti recimo bi lahko bile oziroma so dnevni center. To je nek prostor v bistvu tukaj v naši hiši na Ponoviški cesti 12 v Litiji. Odprti smo prav vsak delovnik od 2 do 8 in to je v bistvu prostor za druženje mladih. V dnevnem centru sicer ponujamo oziroma nudimo prostor za recimo igranje družabnih iger, tudi izposojamo športno opremo, izposojamo ogromno neke multimedijske opreme. Potem pa seveda tudi nudimo učno pomoč, različna svetovanja za mlade, ampak to je potem že, to gremo zdaj že malo v podrobnosti. Mogoče, če še omenimo en tak velik del Mladinskega centra Litija, je kulturna produkcija mladih. Sem spadajo tako neke razstave, kot so to tudi literarni, glasbeni večeri. Skrbimo tudi za gledališko produkcijo. Podpiramo neke filmske, glasbene, plesne, likovne dejavnosti mladih, predvsem na njihovo lastno pobudo. V okviru Mladinskega centra Litija deluje tudi vadnica za mlade glasbenike. Na voljo jim je tudi neka osnovna glasbena oprema. Glavna stvar pri vsem tem pa je, da so vsi naši programi in večino naših aktivnosti za uporabnike brezplačni. Torej skrbimo nekako, da imajo mladi v našem lokalnem okolju enak dostop do različnih dobrin. Potem je pa mogoče za omeniti še en zelo pomemben segment Mladinskega centra, to je pa šport. Šport pač združuje mlade že od nekdaj. Mi skrbimo, da se ta tradicija nekako ne prekine. Skrbimo za organizacijo različnih turnirjev, potem imamo tudi lastno ekipo v malem nogometu, lastno tekaško skupino, redno zimsko rekreacijo in pa sploh čez poletje zelo bogat športni program. Še ena en zelo velik del Mladinskega centra, ki ga je tudi pomembno omeniti, so pa pač mednarodne aktivnosti. Mladinski center Litija v Erasmus Plus projektih sodeluje že od leta 2010 in imamo v bistvu ogromno izkušenj z organizacijo različnih mladinskih izmenjav in pa vsako leto gostimo v Litiji tuje prostovoljce. Zdaj, da se ne bomo preveč zapletali v ta program, vabim vse mlade do 30. leta, da si malo bolj podrobno o Erasmus Plus programu preberejo na naši spletni strani, mogoče tudi na drugih spletnih straneh, ki so namenjene mladim. Pa da ne bom preveč dolgovezla, bi mogoče jaz tukaj kar na kratko zaključila. Jaz sem vam tukaj zraven dala še nekaj slik, za katere se mi zdi, da tako lepo zaokrožijo predstavo o aktivnostih, ki jih Mladinski center ponuja. Vabim pa vse, da se oglasijo na naši spletni strani mclitija.si, na našemu Facebook in Instagram profilu, prav tako Mladinski center Litija.
Če pa ima kdorkoli kakršnokoli vprašanje, smo seveda na voljo ali osebno, torej tukaj v Litiji, ali pa na kontaktih, ki jih boste našli tudi na naši spletni strani. Zdaj vas bom pa počasi prepustila v roke Benjaminu in Ani. Hvala. Hvala, Tjaša. Aha, tukaj imamo še slikico, ja. Tako, evo, preden pa zakopljamo res v današnje predavanje, pa samo na hitro še o tem, kdo sploh smo mi, kaj je ASEF. ASEF je Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija. In tako ASEF meni pomeni neko skupnost radovednih posameznikov, ki si delijo neko strast po nenehnem učenju, po pridobivanju znanja iz različnih področij. Tako ASEF je v bistvu nek štipendijski program in neprofitna organizacija, ki povezuje slovenske znanstvenike širom sveta. Sodelujemo s prestižnimi univerzami, kot so v ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji in skratka po celem svetu. Harvard, Princeton, Stanford in tako naprej. Organizacija je aktivna že od leta 2014 in v bistvu njen glavni namen je, da podpira mlade, da uresničijo nekako svoj potencial in pa pripomorejo k razvoju in vračanju k družbi. Zdaj, mogoče čisto tako za predstavo, ASEF štipendijski program ponuja 2 vrsti štipendij, in sicer za raziskovalni obisk v tujini in pa za raziskovalni obisk v Sloveniji. Prijavi se lahko vsak študent vseh stopenj, ki študira bodisi doma ali bodisi v tujini, in pa tudi študenti slovenskih korenin, ki živijo v tujini. Mogoče bi bilo tlele fino omeniti tudi to, da ravno jutri se odprejo prijave za štipendije, tako da vse skupaj lepo vabimo, da se prijavite in se pridružite tej čudoviti skupnosti. Potem prijave bodo potekale od jutri naprej, torej kot že omenjeno, izvedba obiska se pa naredi v naslednjem letu. Tako zdaj pa mogoče še malo širša slika celotnega štipendijskega programa. Štipendijski program traja sicer 3 leta. V prvem letu se izvede 10-tedenski raziskovalni obisk, torej greš v tujino, izbereš si nekega mentorja, pri katerem bi želel delati, oziroma glede na področje, ki ga želiš raziskovati. Potem drugo in tretje leto je pa možnost nekega nadaljevalnega raziskovalnega dela in nadaljevalnega izobraževanja, kar je pa v bistvu prinaša še največjo dodano vrednost, je pa ravno to, da ostajate del neke skupnosti radovednih, znanja željne posamezniki, ki se potem družijo, izmenjujejo ideje in tako naprej. Torej, kot sem že omenila, tukaj se lahko tudi pogledate še več informacij na asef.net, tukaj pod fellowshipe, jutri se odprejo prijave, pa si lahko pogledate, kateri profesori so vam na voljo, katera področja raziskovanja in tako naprej. Zdaj pa mogoče, da boste dobili še malo jasnejšo sliko, kako to konkretneje izgleda potem te naše dejavnosti. Imamo neke odmevnejše prireditve, recimo letos je bilo to Gala ZDA, se pravi ASEF vsako leto podeli neko nagrado za življenjsko delo. Lansko leto je tu prejela Mia Rodem. Februarja letos smo imeli malce bolj elegantno prireditev, dobrodejni ples v sodelovanju z Rotary klubom Ljubljana. Potem dogodki, ki jih organiziramo, so tudi ASEF Speaker Series pa ASEF izjemne zgodbe. Speaker Series so v bistvu neka serija poljudno-znanstvenih predavanj profesorjev, ki v bistvu zopet skušajo znanost predstaviti na nek bolj praktičen način. In pa potem ASEF izjemne zgodbe,
kjer se pa v bistvu pogovarjamo in pa združujemo take izjemne posameznike, ki delujejo v bistvu svojo zgodbo uspeha. Potem letos smo začeli tudi s tutorskim programom. Tutorski program je v bistvu nekako zajema delo v manjših skupinah, ki jo vodi tutor. Tutor je običajno profesor, strokovnjak na določenem področju. Je pa nekako namen tega tutorskega programa ravno to, da se redno srečujemo, diskutiramo, spodbujamo kritično razmišljanje, pišemo eseje in tako naprej. To poteka v zelo manjših skupinah, in vsako področje ima v bistvu nekako svojo tutorsko skupino. Letos recimo se ukvarjamo s problematiko vode, in potem imamo recimo raziskovalno skupino fizikov, raziskovalno skupino kemikov, pravnikov, računalničarjev in tako naprej. In vsi se ukvarjamo nekako z isto tematiko, ki jo želimo pogledati iz svojega področja. No, seveda pa ne manjka tudi zelo zabavnih trenutkov. Ravno nekje letos poleti smo šli na team building v Posavje in Bela krajino, smo raziskovali tam kakšne kraje, njihovo kulturo, tam smo bili 2 dni in smo se imeli ful fajn. Na vsake toliko časa gremo tudi malo pošportati, tako da nam v bistvu res ni dolgčas. Tako, evo, zdaj na hitro malo temu programu, če ima kdo še kakšno vprašanje, komu to vprašate, bomo pomagali, tudi glede prijave na štipendijo. Zdaj pa se bližamo že v bistvu središču predavanja in si bom kar dovolila, da predstavim še našega gosta, današnjega Benjamina Feleta. Je pa v bistvu ASAP štipendist leta 2019. Ravnokar je magistriral z področja kognitivne znanosti in je zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko. No, on je raziskovalni obisk opravljal v Berkeleyju, kjer se je predvsem ukvarjal z metaučenjem, samodejnim strojnim učenjem, kjer bo beseda tekla tudi danes. Pa še ena zanimiva zadeva, je pa zelo aktiven tudi v galeriji Kapelice, kjer pa v bistvu kot strojni inženir skrbi za vzpostavitev interakcije med rastlinami in stroji. Tako, evo. Tole je na hitro z moje strani. Benjamin, zdaj pa ti kar predajam besedo in dopolni, če sem še kaj konkretnega pozabila. Živijo. Hvala, Ana. Ne, super si povedala. Bi te pa sem prosil, tako, da jaz lahko shaream screen. Tole zdaj bi mogla delati. Ja, se vidimo? Po mojem vse. Ok, super. Za začetek bi vam jaz povedal malenkost več o tem, kako je moj raziskovalni obisk izgledal. Nekaj ste že slišali, s čim sem se ukvarjal, se pravi, imamo ta del raziskovalnega dela, kjer tako grobo lahko rečemo, da sem se ukvarjal z avtomatskim strojnim učenjem. Nekaj bom pa še povedal tudi med svojim predavanjem, kjer bom poskušal vse to skupaj povezati. Tako da zaenkrat, recimo sem za raziskovalni del nimam slik, je pa bilo super v smislu, da so ljudje, s katerimi sem delal, so bili izredno motivirani. Pozna se, da privlačijo vsaj te večje univerze veliko sredstev in so ljudje bolj odprti za to, da se nove reči poskušajo. In pa poleg tega pa tudi čisto osebna izkušnja je bila to, da je bilo to zame prvo delo v neki taki večji skupini, tudi prvič na nekem večjem problemu, in to mi je na nek način kar nekako odprlo obzorja. Po drugi strani, ASAP me ni peljal samo na neko univerzo, ampak je tudi poskrbel za to, da je moj prosti čas bil nekako preživljan aktivno, in sicer sem stanoval pri neki slovenski družini oziroma družini, ki je druga oziroma tretja generacija Slovencev v Ameriki, in oni so me vozili po njihovih družinskih srečanjih, po znamenitostih, vozili so me na to neko slovensko halo, na nek dogodek Slovencev, ki živijo v Ameriki, in je bilo prav tako po, ne vem, mesecu in pol Amerike je bilo prav zanimivo videti,
spet neko obilico zbranih ljudi, ki vsi govorijo slovensko, pa smo jedli kranjsko klobaso, pa zelje. Tako, me je pogrelo pri srcu. No? In tako da v bistvu nekako ne samo ta raziskovalni del, seveda pač to zelo pomaga, ampak tudi ta druga plat, to čist nekega življenja v tujini, zato se nam nekako zahvaliti ASAP-u. Se pravi, če gremo zdaj na začetek predavanja, katerega naslov je učenje s spodbujevalnim učenjem. Zdaj to je namenoma pač napisano malo tako, da se glih na prvi pogled mogoče malo težko razume, s čim pa se jaz pravzaprav ukvarjam. Pa zaenkrat vam v bistvu niti še ne bi kaj preveč izdal o tem, kaj je sploh predmet predavanja, razen tega naslova. Bi pa vas v prvi fazi napotil na slido.du, kjer imate odprto eno anketo z nekimi tako osnovnimi pojmi, vidim, da nekaj ste že reševali, z nekimi osnovnimi pojmi, ki mi bo dalo malo predstave o tem, na kaj se osredotočiti tekom mojega predavanja. Malo je ta žalostna realnost tega, da se ne vidimo iz osebe v osebo in zdaj ne vem točno, kdo posluša in s kakšnim znanjem ste vstopili v to predavanje. Se pravi, jaz bom pa medtem, ko vi rešujete in se prijavljate v to spletno aplikacijo, malo poskusil narediti en uvod. In sicer bom začel z motivacijo. Zdaj, kaj mene žene ali pa kaj žene veliko pač nekih čisto inženirjev strojnega učenja ali pa raziskovalcev na področju strojnega učenja, je vprašanje, kako pohitriti učenje strojev, kako strojem olajšati posploševanje na več domen, kako v bistvu v končni fazi zmanjšati potrebno delo raziskovalcev in zmanjšati potrebno količino podatkov, ki jih moramo dati strojem, zato da oni lahko sklepajo o nekih, da oni lahko rešujejo neke naloge, ki so na nek način vsakodnevne ali pa ki bi jih sicer mogli reševati ljudje. In v sklopu tega uporabljam par pristopov, ki jih bomo spoznali kasneje, ki konkretno ki konkretno naslavljajo te probleme. In če smo še malenkost bolj konkretni, za dosego tega cilja, se pravi hitrejšega učenja strojev, sem jaz nekako v sklopu svojega magistrskega dela, pa tudi v sklopu tega, kar sem počel na UC Berkeleyju, uporabljal znanje o učnem procesu. Se pravi, to je to učenje učenja, kjer ekstrahiramo neke podatke o samem učenju in se potem glede na te podatke drugače učimo. In ta panoga, recimo, ali pa to področje je zelo povezano z metakognitivnimi modeli pri ljudeh. Se pravi, to, kaj točno ti modeli so, bomo še pogledali, ampak dejstvo je, da sem nekako se poskusil informirati v sklopu iz področja kognitivne znanosti, zato da bi nekako delal bolj uspešne računalniške modele ali pa bolj uspešne modele strojnega učenja. Se pravi, zdaj medtem, ko vi še vedno rešujete tole anketo, bom se na hitro še povedal, kako bo izgledalo to predavanje. Najprej bomo nekaj časa namenili predstavitvi osnovnih pojmov, kjer nekako bom informiran na podlagi vaših odgovorov o tem, čemu posvetiti mogoče več pozornosti. Temu bodo sledili modeli metakognicije, potem metaučenje v sklopu strojnega učenja, predstavitev, se pravi, metode, ki je bila razvita v sklopu mojega magistrskega dela, in pa na koncu še mogoče premislek ali pa kot neka kritika povezovanja človeške in umetne inteligence, ki bo nekako, upam, da vse skupaj povezala skupaj. Ok, zdaj pa je čas, da pogledamo, kaj ste reševali. Ok, super. Večina vas pozna pojem strojno učenje, večina vsaj teh, ki ste reševali, in sicer vas je 15. In potem pomen predpojne metode vas tudi dosti pozna. Super. Medtem, ko manj pa poznate spodbujevalno učenje pa klasično pogojevanje.
mogoče ni potrebe, da pokažemo rezultate na skrinu, ampak super. Me veseli, da to dejansko dela. Če gremo, glede na to, da vas večina pozna strojno učenje, ali pa vsaj veste, kaj pomeni, to za voljo tega predavanja verjetno zadošča. Za tiste, ki mogoče hočete vedeti malo več, tukaj spodaj je slika perceptrona, ki je nekako osnovni gradnik polno povezanih nevronskih mrež. Ta perceptron sprejema več vhodov, ima uteži, ki te vhode obtežijo in da nek izhod. In ko jih povežemo več skupaj, se pravi, ko izhode enega perceptrona vežemo na drugega, dobimo polno povezano nevronsko mrežo. V praksi se takšne mreže obravnavajo kot funkcije, in če se spomnite iz srednješolske matematike, te funkcije imajo ponavadi neke koeficiente, oziroma mi jim pravimo parametre, ki jih hočemo določiti tako, da ob nekem vhodu x, da bo izhod mreže pač takšen, kakršen želimo. Se pravi, če hočemo prepoznati obraz, pa pokažemo sliko obraza, hočemo, da je recimo izhod funkcije f od x čim bliže 1. In potem glede na to spreminjamo te uteži, ki so tukaj na sliki, zato da se čim bolj približamo temu rezultatu. Tukaj ste imeli nekaj več težav, se pravi spodbujevalno učenje proti klasičnemu pogojevanju. Za klasično pogojevanje verjetno vas je dosti slišalo za Ivana Pavlova in njegove eksperimente s psi. Se pravi, Ivan Pavlov je nekako zasnoval eksperiment, ker je psu pokazal oziroma predvajal nek zvočni signal, nek nevtralen zvočni signal, in pa mu recimo dal skupaj s tem hrano in ga je pogojil na ta način, da ko je, se pravi, je pozitiven dražljaj, to je hrana, da je pes to začel asociirati skupaj z tem zvočnim signalom, ki mu ga je predvajal. In sicer je to asociiral skupaj s tem dražljajem do takšne mere, da tudi samo, ko je Pavlov predvajal psu zvok, so se mu še vseeno pocedile sline. In to je zdaj, on je bil nekako prvi, ki je izvajal te eksperimente, in to danes velja kot eden od pomembnih mehanizmov, na podlagi katerih se ljudje učimo. Kar pa je spodbujevalno učenje, je pa v bistvu zelo podobna zadeva. Je pa mnogi ljudje celo, oziroma konkretno tale članek, ki ga citiram tukajle, pravi, da v bistvu, če hočemo mi izvajati eksperimente v pogojevalnem učenju, oziroma v klasičnem pogojevanju, moramo poznati vsaj spodbujevalno učenje, vsaj posredno. In sicer spodbujevalno učenje je pa neka malo bolj matematična formulacija tega, kako imamo nekega agenta v okolju, ki s svojimi akcijami vpliva na to okolje in v zameno dobi nagrado in pa opazi neko stanje. To se sliši mogoče zelo kot abstrakcija, ampak če si predstavljate, nagrada je pri ljudeh lahko neko sproščanje dopamina, stanje je recimo lahko tudi konec koncev to, da sem jaz tukaj zdaj z računalnikom in vam pripovedujem o spodbujevalnem učenju. In akcija bi bila vprašanje, oziroma vprašanje bi bilo, kakšno akcijo moram zdaj jaz izvesti, da bom dobil čim večjo nagrado, da se bo sprostilo čim več dopamina, da boste vi čim boljše razumeli, kar vam hočem povedati. In se pravi, to je neka formalizacija, ki gre v bistvu za neko podobno idejo kot pri klasičnem pogojevanju. Gremo naprej. Super, da veste, kaj je meta. Tako da bom to zelo na hitro povedal. Meta se uporablja za izražanje teoretičnega, logičnega preučevanja načel, pojmov, tega, kar je osnovni pomen neke besede. Se pravi, metajezik bi se ukvarjal z tem, se pravi, imamo neka pravila v jeziku, metajezik bi pogledal, kaj so pa pravila teh pravil, kakšne so značilnosti, ki se mogoče pojavljajo v več jezikih, ali pa ne vem, kaj so čisto neke pojavitve. Se pravi, če se jezik ukvarja s pomenom besed, bi se metajezik ukvarjal s tem, kakšne so pa pojavitve teh besed.
In potem imamo še metakognicija. Pa če pogledamo najprej, kaj je kognicija, tukaj ta zafrustriran je tukaj zato, ker kot magister kognitivne znanosti smo se, mislim, da dober del študija ukvarjali samo s tem, kako definirati to ali pa kako gledati na vse skupaj. In v bistvu na nek način kognitivna znanost se v dobri meri še vedno ukvarja s tem, kaj pravzaprav preučuje. Ampak dajmo za voljo tega, da lahko nadaljujemo z mojim predavanjem, samo poskusiti pojasniti zelo neko tako splošno, z neko zelo splošno definicijo, to kot miselna dejavnost, ki je vključena v sprejemanje in procesiranje informacij, in potem so primeri recimo razmišljanje, presojanje, predstavljanje, pomnjenje, zaznavanje in tako naprej. Se pravi, gre se za neke procese povezane s tem, kako vi sami pri sebi procesirate informacije in kako procesirate te informacije, zato da lahko čim bolje delate skupaj, da lahko čim bolje reagirate na neka stanja ali pa na to, kaj je okrog vas. In zdaj smo prišli do modelov metakognicije. Jaz bi vas tam še to opomnil, če imate kakšno vprašanja o samem predavanju, se pravi, ki se tičejo razumevanja, lahko mi tudi pišete tukaj v Zoom group chat, odprtega tukaj zraven, pa lahko v bistvu direktno naslovim kakšne nerazumljive zadeve, da ne bomo čakali glede vseh reči čisto do konca. Če imate pa kakšna vprašanja, ki pa se tičejo, ki so pa širše od predstavitve ali pa ki mogoče ni pričakovano, da jih zares odgovorim zdaj, pa lahko pišete tudi na slajdu. Samo toliko, da veste, da spremljam tukaj Zoom group chat. Se pravi, definirali smo definirali smo kognicijo, kaj potem metakognicija. Metakognicija se ukvarja s procesi, povezanimi s procesi, ki so del kognicije. Se pravi, the information available to apply to cognitive activity and an individual's knowledge about the task demands of a given situation. Se pravi, nekako ustreza, ta meta res stoji tukaj iz istega razloga kot v tisti definiciji, ki smo jo povedali. In modeli metakognicije se ukvarjajo z nekim zelo širokim naborom pojavov. Zdaj, verjetno najbolj očiten je snovanje strategij. Se pravi, če se jaz hočem nekaj novega naučiti, se moram prvo vprašati, kako se bom pa tega, ne nujno, da se vprašam eksplicitno, ampak kako se bom pa lotil učenja tega. In to bi bila potem neka strategija. Ampak mogoče manj očitno je pa tudi, metakognicija se ukvarja tudi o vplivu čustev in motivacije, se pravi, zakaj bi se jaz želel nekaj učiti, ali pa zakaj se nečesa ne moram naučiti, ali pa zakaj mogoče nimam volje tega narediti in kako na eni točki to procesiram jaz sam pri sebi, in pa tudi o pomenu ciljev, zunanjih dejavnikov. Se pravi, sprašujemo se v bistvu o tem, kaj nekako oblikuje kognitivne procese, da so takšni, kakršni so. In zdaj vam bom na kratko predstavil dva modela. In sicer prvi je nekako zelo splošen, avtorjev Nelsona in Narensa. In kot boste videli, imamo vedno nekako dva nivoja ali pa več modulov, več nivojev procesiranja. In tukaj pri njihovem modelu imamo recimo objektni nivo in pa metanivo. Na objektnem nivoju imamo recimo mi problem, kot je recimo, zdaj se moram pa jaz naučiti nekega novega znanja. In prek metanivoja potem jaz spremljam, kakšno imam recimo trenutno znanje na tem objektnem nivoju in v zameno nadziram to, kako se dejansko učim. Zato si moram jaz ustvariti nek model tega, kaj ta objektni nivo sploh je. Ampak to je nekako ta splošna ideja. Meni je ta model zelo všeč, ker je, se pravi, zelo splošen in bomo še prišli potem kasneje do njega, kar je tudi zelo blizu temu, kar sem nekako jaz vzel kot ta začetno točko informiranja v sklopu svoje magistrske naloge.
Imamo potem še enega bolj kompleksnega, ki pa zelo eksplicitno nekako prikazuje ful več komponent. In tukaj pa vidno, da imamo spremljanje, to smo imeli že na prejšnjem, in potem imamo razne komponente povezane z samim objektnim nivojem, kot so naprimer cilji, strategije, rezultati. In tukaj v bistvu gre spet za neko to krožno zanko, kjer v bistvu mi s spremljanjem vplivamo na razne te komponente, na svoje znanja in prepričanja, medtem ko pač recimo rezultati tega, kar počnemo, vplivajo na to, se pravi, vplivajo na to, kako mi izvajamo to spremljanje. Tukaj imamo še zanimivo pač neko zunanje zanko, ki daje nekako zunanje povratno informacijo, in to v bistvu nekako je, če je bila tisto ena skrajnost pač tega, kaj obstaja na področju modelov metakognicije, je to druga, ki je precej bolj specifična, precej bolj jasno definira procese, ki potekajo v sklopu in kognitivnega sistema in potem tudi v sklopu metakognitivnih procesov. Kar nekaj smo povedali v bistvu o tem, kako izgledajo modeli, se pravi čisto grafično, ampak še majčkeno bolj mogoče postane jasno, o čem sploh govorimo, poglejmo par lastnosti metakognicije. In prva bi bila ta, da so metakognitivne sposobnosti učenja. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da se ne rodimo z sposobnostjo nekega strateškega načrtovanja naših prihodnjih, ne vem, tega, kako se bomo nečesa naučili, ali pa tega, kako bomo nekaj izvedli. In da, kot so pokazali raziskave, v bistvu šele tekom življenja, ko se naučimo dovolj reči, imamo sposobnost nekega ovrednotenja tega, kaj je lažji in težji problem in kako se recimo lotiti tega problema. S tem je povezano tudi, da učenci z metakognitivnimi sposobnostmi se učijo hitreje in pa da je za razvoj potrebno tako domensko znanje, kot tudi metakognitivne sposobnosti. Recimo, izvajali so eksperimente z umsko zaostalimi in pa običajnimi otroci in se je pokazalo, da v bistvu na nekem nivoju umsko zaostali otroci nimajo zares tega vpogleda, ali pa nimajo tako dobrega vpogleda v to, kako poteka njihov učni proces, in s tem so potem začeli povezovati, da zdaj pa normalen razvoj pri otrocih je, zato je ključno, da se pravi neka samorefleksija. Potem imamo pa še, da učenci spontano uporabijo splošne metakognitivne sposobnosti za reševanje problema na novi domeni in pa da prenos metakognitivnega znanja, da je ta pogosto prisoten pri učenju reševanja novega problema, ampak ne vedno. Tukaj se pravi, imamo te splošne metakognitivne sposobnosti, imamo to, da je prisoten, ampak ne vedno. Ravno to je neka taka ključna informacija tukaj. Se pravi, če imamo mi nek osnovni problem, ki smo ga že videli, potem lahko tudi uporabimo podobne strategije za to, da ta problem rešimo. Medtem ko če pač je problem nekaj čisto novega, če je problem tipa, s katerim se nismo še nikoli spopadali, potem ta prenos metakognitivnega znanja, neke strategije, nekih ocen tega, kako se lotiti vsega skupaj, v tem primeru se pa ta prenos manj verjetno zgodi. Potem imamo pa, se bom pa poskusil malo navezati na strojno učenje zdaj, in sicer na panogo strojnega učenja, ki se imenuje metaučenje. In zdaj vas bom prosil, da si poskusite zamisliti metakognicijo ljudi kot v bistvu izbiro algoritma. Se pravi, jaz imam na voljo za rešitev nekega problema več pristopov, kako se bom tega lotil, in moje metakognitivne sposobnosti mi omogočijo za to, da jaz izberem enega izmed teh pristopov in ga
recimo bolj uspešno rešim, kot če bi izbral naključnega. To mislim s tem, in to je na nek način v bistvu izbira algoritma, tako zelo posredno. Zdaj, če gremo še korak dlje, zdaj smo imeli sem vam poskusil opisati telesno izkušnjo, ampak nekako splošna ideja pri meta učenju v kontekstu strojnega učenja je, ne da imamo en problem, ampak da imamo več problemov. Mi se v bistvu hočemo naučiti v sklopu naše podatkovne zbirke. Naše podatkovne zbirke so tukaj pač recimo 100 problemov, ki jih hočemo rešiti. Mi se hočemo naučiti tega, da ko bomo pokazali nov problem, da se bomo v bistvu na tem novem problemu, se pravi, se bomo nalogo tega novega problema, se bomo ta nov problem naučili reševati hitreje, kot če bi se recimo učili samo ta še prej neviden problem brez nekega tega meta znanja. Zdaj, kako se to dela na nivoju strojnega učenja, je na enem nivoju to lahko v obliki tega, da mi samo kontroliramo, se pravi, imamo neko reprezentacijo problema, kar je recimo, to je en problem, ustvarimo neko reprezentacijo o tem in potem na podlagi tega recimo določamo parametre, kot so, ne vem, hitrost učenja, ali pa ne vem, tudi mogoče, če uporabljamo nevronsko mrežo, kako inicializirati to nevronsko mrežo, in potem gremo recimo na naslednji problem in vidimo, da ta problem je malo drugačen in da bo inicializacija nevronske mreže pripeljala do drugačnih in da je potrebna drugačna inicializacija te nevronske mreže. To je nekako ena skrajnost, to je nekako tako mikronivo, medtem ko makronivo se pa lahko ukvarja s tem, kako recimo zdaj sploh v prvi vrsti izbrati algoritem, s katerim hočemo mi reševati naš problem, ali pa kako izbrati neke parametre tega algoritma za to, da bomo lahko, se pravi, reševanje izvedli na novem nevidenem problemu, kar se da hitro. In točno to je nekako bila naloga na UC Berkeleyju. Mi se nismo tako zelo ukvarjali z samim meta učenjem, ampak smo se ukvarjali s tem, kako v bistvu opisati podatkovne zbirke in te algoritme, zato da jih potem lahko damo nekemu meta učencu, ki bo iz teh podatkov lahko razbral neko bistvo problema in kako se potem spopadati z novimi problemi, ki jih še ni videl. Jaz sem v bistvu imel zelo neko inženirsko zadolžitev, kjer sem dopolnjeval recimo en zelo majhen del tega sistema oziroma jezika za opisovanje, se pravi, podatkovnih zbirk in algoritmov, ki rešujejo probleme s temi podatkovnimi zbirkami. Vidim eno vprašanje, domensko znanje. Zdaj se moram spomniti, kje... domensko znanje. Ja, tukaj sem to omenil. Se pravi, domensko znanje je znanje o samem problemu. Se pravi, to bi bilo recimo, da imam neko idejo o tem, kako izgledajo, ne vem, številke in lahko številke recimo razpoznavam. Medtem ko metakognitivne sposobnosti bi pa v kontrastu do tega se ukvarjali s tem, kako recimo, če zdaj jaz vidim neko novo številko, kako se zdaj spopadati s tem, da sem videl novo številko in a to zdaj označiti kot številko, a je to sploh zares številka in tako naprej, kako v bistvu pojmujem ali pa kako sprejemam novo znanje in kako se v bistvu učiti iz tega novega podatka, ki sem ga dobil. Medtem ko domensko znanje je pa samo to, recimo čisto na neki osnovni ravni, to bom kasneje imenoval osnovni problem, pač recimo različevanje različnih številk. Ok, se pravi, hvala za vprašanje drugače. Ok, zdaj pa gremo, to smo že videli enkrat, in zdaj pa lahko se malo oddaljimo od vsega tega in strojnega učenja in metakognitivnih modelov, pa v bistvu poskušamo opisati, s čim sem se jaz ukvarjal v sklopu svojega magisterija.
Torej, to je model Nelsona in Aronsa, ki smo ga nekako dopolnili s komponentami, ki so povezane na strojno učenje. Zato, da smo naredili nek algoritem, ki rešuje probleme na tem področju. Se pravi, tukaj spodaj imamo klasifikator in rešujemo ponadzorovan klasifikacijski problem. Malenkost kasneje bom povedal, kaj točno kaj ponadzorovan klasifikacijski problem je, ampak klasifikator si pa lahko predstavljate kot neko funkcijo, ki sem jo že prej omenil, ki dobi nek podatek in na izhodu v bistvu pove, katerim kategorijam pripadajo posamezni, pripada pač ta podatek, ki ga je klasifikator ravno kar videl. Tako, gre v bistvu čisto za kategorizacijo. Potem imamo, se pravi, tukaj spaj imamo klasifikator na objektnem nivoju, ki pošilja informacijo o lastnem znanju, se pravi neko reprezentacijo tega, koliko zna, meta nivoju, na katerem je pa agent spodbujevalnega učenja. Ta si recimo temu ustvari neko reprezentacijo znanja klasifikatorja in v zameno zbira učne primere, iz katerih se klasifikator uči. In to se ponavlja nekako krožno, dokler mi ne rečemo, ok, zdaj pa ustavimo to učenje. To je nekako zelo v splošnem, zdaj bomo pa pogledali še majčkeno bolj od blizu vsako od teh dveh ravni. Se pravi, na objektni ravni, kot že omenjeno, rešujemo ponadzorovan klasifikacijski problem. Zdaj, kaj to pomeni? Da je problem ponadzorovan, pomeni, gremo korak nazaj. Se pravi, tipično pri klasifikacijskih problemih, to so problemi, kjer hočemo kategorizirati podatke. Imamo mi našo učno množico, ki je razdeljena na, se pravi, ki vsebuje učne primere in z njimi povezane kategorije. Se pravi, to so podatki, iz katerih mi poskušamo nekako posploševati na nove primere. To, da je klasifikacijski problem ponadzorovan, pomeni enostavno samo to, da imamo označen del učne množice, se pravi del učne množice, ki ima znane kategorije, in pa neoznačen del učne množice, ki pa teh kategorij nima vnaprej znanih. In če si pogledamo tukaj spodaj na tej sliki, vidimo, da imamo različne tipe podatkov in vsake izmed njih pač lahko rečemo, ok, jo razdelimo na označeno učno množico in neoznačeno učno množico, se pravi brez kategorij, in to pošljemo skozi klasifikator in za vsako izmed njih dobimo napovedi kategorij za te primere, ki smo jih pokazali. Zdaj, zato, da mi lahko klasifikator učimo, rabimo imeti znane vse kategorije. Za označeno učno množico že imamo, to je tale Y, če pogledamo tukaj, medtem ko za neoznačeno učno množico pa uporabimo princip samoučenja oziroma self-training, ki klasično vzame te napovedi kategorij tukaj na koncu, recimo mi jih še poprečimo skozi čas, zato da dobimo bolj robustne ocene, in potem v bistvu te napovedi vzame kot resnične za vsak primer v neoznačeni učni množici. In to na tej ravni izgleda kot v bistvu dosta klasičen in ponadzorovan klasifikacijski problem. Reči postanejo malenkost bolj zakomplicirane na meta ravni, kjer učimo agenta spodbujevalnega učenja. Zdaj to tipično se označuje s pi in tudi jaz tukaj označujem s pi, in pa pripadajoče funkcije, ki so del tega algoritma, da se ta agent lahko uči, ki sta vrednostni funkciji v in q. Se pravi, pi nam samo določa, da če vidimo mi neko stanje, kakšno akcijo bo agent izvedel, medtem ko v in q pa v bistvu določata nagrado, pričakovalno nagrado, ki jo bom jaz dobil v stanju s, recimo do konca neke epizode ali pa do konca v naslednjih, 20 korakih. In te dve funkcije sta pomembni zato, da mi lahko recimo rečemo, ok, zdaj pa to stanje pa zelo veliko vredno ali pa to stanje in akcija sta zelo veliko vredni, moramo povečati verjetnost, da bo ta agent izvedel to akcijo, ko pride do tega stanja. Čisto praktično,
Se pravi, zdaj sem povedal nekako splošno, kako deluje spovedovalno učenje. Če greste pogledati nazaj, oziroma če se spomnite na slike prej, kjer sem spovedovalno učenje opisal, je to neka ta krožna ščanka z nagradami, stanji in akcijami. V našem primeru, pa recimo tukaj na levi najprej vidimo neke, recimo temu številke, podatki, in te številke opisujejo to, kakšno je znanje našega modela. Temu se reče značilke. In to so recimo lahko, v primeru recimo naš klasifikator pravilno ali pa narobe ve. To je recimo lahko neke povprečne vrednostne distribucije, se pravi napovedi za vsak primer. In mi to pokažemo našemu agentu. In naš agent nam poda dve številki. Zdaj, kaj ti dve številki sta? Se pravi, predstavljata, če se prej spomnimo, imamo pri samem učenju neke napovede kategorij, kjer imamo v bistvu za vsak primer neko napoved, in iz te napovedi mi lahko ocenimo, koliko je pa klasifikator prepričan v to, da ima prav. In te vrednosti so od nič, kjer je pač rečemo, da klasifikator absolutno ni prepričan, oziroma pač nič se tehnično niti ne more zgoditi, ampak pustimo to. In na drugi strani imamo ena, kjer je pa klasifikator 100% prepričan, da pozna pravilen odgovor na to, kateri kategoriji pripada primer. In imamo pa tudi veliko vrednosti tukaj nekje vmes. Zdaj, kar te dve številki pomenita, določate nekak spodnji in zgornji prag, na podlagi katerega izberemo učne primere. Se pravi, če je prepričanost nad to prvo številko in pod drugo, rečemo, ok, zdaj v naslednji interakciji se pa učimo iz teh primerov, ki padajo v ta pas. In na ta način mi izbiramo učne primere. Tako, zdaj smo nekako šli skozi to grobo zanko tega, kaj smo poskusili narediti. Še ena stvar, s katero smo se ukvarjali, je prenos metaznanja, in sicer ne iz izvornega klasifikacijskega problema na ciljnega, kjer bi prenašali recimo parametre klasifikatorja, ampak smo prenašali strategije za reševanje dveh problemov. Se pravi, različni problemi, različni klasifikatorji bodo različno predstavljali tale stanja, ampak kar se je izkazalo, je to, da lahko v bistvu prenesemo strategijo za reševanje kategorizacije števil na strategijo za recimo klasifikacijo tega, kateri skupini pripada neko besedilo. To je samo tako malo za zraven. Vem, da nisem še nič govoril zdaj o tem in da je to mogoče taka, to je tako, sem malo za ekstra. Potem smo pa izvajali različne eksperimente in izbrali smo si več problemskih domen in več arhitektur nevronskih mrež. In učili smo od začetka pa s prenosom, to sem nekako s prejšnjim slajdom izpostavil. In za vsako od teh konfiguracij smo večkrat ponovili eksperiment, zato da smo dobili neke okvirne, zato da smo dobili rezultate s statistično signifikantnostjo. Ok, še ena stvar, potem gremo pa na rezultate. Se pravi, mi smo našo metodo hoteli primerjati z različnimi drugimi pristopi ali pa z različnimi izhodiščnimi rezultati, se reče temu, kjer smo lahko uporabili samo označen del učne množice, lahko smo uporabili označen in neoznačen del učne množice, ki je oba skupaj, se pravi celo podatkovno zbirko, in pri neoznačenem se nismo nič obremenjali s tem, kakšna je prepričanost v napovedi. Potem tretja možnost je pa, da smo uporabili spet vse označene in učne primere izbrane s pragovi, ki so bili najdeni z naključnim preiskovanjem, kjer smo v bistvu naključno določali pragove in rekli, ok, tisti, ki daje najboljši rezultat, na tisti bomo testirali. To je zato, da pač nekako lahko res primerjamo našo metodo
se pravi, našo metodo z nekimi različnimi drugimi pristopi, in potem še zadnja možnost je pa ta, kjer pa izbiramo učne primere, ki jih določajo pragovi podani z našim agentom. Zdaj bom pa nehal težiti s tem, pa gremo na rezultate, ki so mogoče malenkost bolj zanimivi. Se pravi, učenje učnih strategij, se pravi, začetek. Ne bom vam pokazal nič številčnih rezultatov, ker itak je ena številka v tistih tabelah ponavadi najboljša, druga je najslabša, in tudi zato, ker smo našo metodo bolj tako provizorično preizkušali in nismo dosegli nekih noro visokih rezultatov, kot bi jih sicer lahko videli v kakšnih paperjih, ki se ukvarjajo z reševanjem specifično teh problemov. Ampak kar smo pokazali, je to, da v bistvu imamo primere, kjer naš klasifikator deluje dobro, in v tem primeru se lahko tudi mi bolje naučimo učnih strategij. Recimo, ko pa naš klasifikator ne deluje dobro, to je recimo, ko so klasifikacijske točnosti nizke, takrat pa ne moremo, takrat pa tudi se učnih strategij naučimo, kar je mimogrede tudi ena taka lastnost, ki se je vsaj v nekaterih raziskavah pojavlja pri ljudeh. Se pravi, če ljudje nimamo nekega znanja o reševanju sploh tega osnovnega problema, potem tudi strategij nekako jih težko zares snujemo. Imamo potem, se pravi, če se spomnite tale primer, kjer uporabimo vse označene in vse neoznačene primere, to deluje najslabše, in v tretji fazi so rezultati naše metode podobne ali slabši v primeru uporabe pragov, najdenih z naključnim preiskovanjem, kar v bistvu kaže na to, da v bistvu to naše metaznanje, ki smo ga pridobivali, ni zdaj spet toliko zelo nujno, je pa zanimivo, da deluje. Tukaj vidimo še pač nekaj stohastičnosti v tem, kako se je naš agent naučil akcij. Pa bom pustil nekako slike govorijo zase, pa ne bom šel v detajle, ker sem že kar dolg. Nekako ideja tega je, da ko mi večkrat ponavljamo naše eksperimente, se včasih naučimo nekih konsistentno podobnih strategij za reševanje istega problema in drugih se ne. In če gremo še naprej, tudi če spremljamo, kako se pač ta naš agent spodbujevalnega učenja uči. Recimo vidimo na eni podatkovni zbirki, da začne z nižjimi klasifikacijskimi točnostmi in potem z izbiro učnih primerov dobiva čedalje več nagrade. Medtem ko v drugem primeru pa nek tak trend ni tako jasen, oziroma sploh ni viden, kljub temu, da metoda na koncu deluje, kar spet kaže na se pravi, da se mogoče agent z nekaj časa nekaj nauči, ampak potem spet pade na izhodiščno vrednost in tako naprej. Kar je pa v bistvu zelo pozitivna novica, je pa, da v bistvu prenos metaznanja, ki ga vidimo tudi tukaj na tem grafu, da v bistvu problem rešimo v 20% časa v primerjavi z učenjem od začetka. In to je v bistvu zelo visoka pohitritev. Če si predstavljate en ta eksperiment, ki sem ga kazal prej, traja tudi po par dni, ampak če pa mi prenašamo metaznanje iz enega problema na drugega, pa v bistvu to rešimo se pravi, tukaj mislim, da 50,000 korakih v primerjavi s 300,000, kar je v bistvu še več kot 20% na en izmed uporabljenih podatkovnih zbirk. In to se konsistentno pokaže tudi pri drugih problemih, ki mogoče so eni bolj, drugi manj podobni med sabo. Če nekako zaključujem, ena od pomanjkljivosti metode je definitivno to, da spodbujevalno učenje za to, da se nauči česa, kar dobiva zelo to posredno nagrado iz svojega okolja, potrebuje veliko število interakcij. Tukaj, če ste videli na grafu, če smo učili od začetka 300,000. To je kot, da bi recimo 300,000krat pokazal našemu klasifikatorju podatke in mu rekel, zdaj se pa iz tega uči. In to v bistvu traja zelo dolgo. Zaradi tega naša metoda ni najbolj praktična za kakšne velike probleme.
Pokazali smo, da deluje na temu manjšemu, na teh manjših problemih, z manjšimi nevronskimi mrežami, ampak za velike bi enostavno predolgo trajalo. In na nek način v bistvu ta metoda ni tako zelo zanimiva zaradi samih rezultatov, ampak je zanimiva predvsem zaradi tega sistema in tega, kako v bistvu lahko mi na podlagi neke reprezentacije znanja, klasifikatorja vplivamo na izbiro učnih primerov in posledično hitreje ali pa počasneje učimo. In kar sem se jaz tega naučil, pa kar mislim, da je neka taka tema v kognitivni znanosti, je to, da če hočemo, ali pa recimo to, kar sem se jaz naučil, je to, da če hočemo doseči neke super rezultate, potem se mogoče boljše obrniti v matematiko, kot pa v raziskave človeške kognicije. Zdaj, to je mogoče tak zelo močen statement, ampak tukaj bi rad v prvi vrsti predvsem vzpostavil to neko razliko med dvema svetovoma. Seveda se je dobro informirati o enem in drugem in seveda je dobro predstavljati rezultate, tako da jih ljudje razumejo, in se pravi v smislu, ne vem, mogoče nečesa, s čimer se lahko poistovetijo, in to je pogosto človeška kognicija. Ampak gre pa vseeno tukaj za, tako kot jaz vidim, kljub temu, da ne bi kognitivna znanost bila ena disciplina, za dva precej različna svetova. Ki vsebuje popolnoma različne raziskave, ki se izvajajo zato, da se posamezne panoge širijo, da posamezne panoge napredujejo. In ja, želel sem to poudariti, da v bistvu, ko boste naslednjič videli, ne vem, kakšen članek, in bo ta članek govoril o računalnikih, strojnem učenju, o tem, kako je mogoče to podobno človeški kogniciji, da v bistvu se je super, da se take stvari pišejo, se mi zdi super, da se to približa javnosti, in tudi to je do neke mere namen tega predavanja, ampak da imate v mislih, da v bistvu obstaja poleg tega, kar v bistvu preberete, čisto kot na nekem poljudno znanstvenem nivoju, še en precej ločen svet, ki pa v bistvu je svet, ne vem, nekih matematičnih enačb, in kjer v bistvu delujejo mogoče malo drugačna pravila, kot bi pričakovali, da delujejo v sklopu človeške kognicije. Če zaključim, kaj bi rad, da odnesete od predavanja, je to, da informiranje strojnega učenja s strani človeške kognicije je mogoče, in da tudi metaučenje v sklopu strojnega učenja in pa da metaučenje v sklopu strojnega učenja je lahko koristno za hitrejše učenje, ampak da neko poenostavljanje, kot ne vem, se je mogoče pokazalo v sklopu moje magistrske naloge, ali pa se pokaže tudi pogosto v medijih, pa pokaže na to, da lastnosti ljudi in strojev niso zdaj nujno neposredno primerljive ali pa zelo enostavne za primerjavo. In zdaj prosim, pridite na dan z vprašanji. Jaz tukaj, da sem gledal. Ja, to je to. Hvala lepa. Benjamin, super, najlepša ti hvala. Ful imamo vprašanj, tako da super. Oj. Ja. Evo, prvo vprašanje imamo, in sicer pri drugem modelu WINE bi lahko zunanji odziv razumeli kot sistem nagrajevanja pri reinforcement learning oziroma spodbujevalnem učenju. Ja. Lahko bi ga tako razumeli, jaz sem se tudi v magistrskem delu tako navezal na to, čeprav tukaj zdaj še vseeno je razlika med tem, a mi to implementiramo v smislu neke številke, ki jo podamo našemu agentu oziroma našemu algoritmu za spodbujevalno učenje, ali to razumemo kot, ne vem, neko recimo čist na neki ravni sproščanja dopamina. Tako da ja, ampak načeloma ta zunanji odziv bi lahko, je točno ta povratna zanka, kot je prisotna tudi pri reinforcement learningu. Super. Potem imamo pa naslednje vprašanje. Si lahko pri svojem delu pomagaš tudi z ontologijami, oziroma ali sploh
obstajajo na tem področju? Ja, mogoče do neke mere, samo vedno je težko, ker težko je zaradi tega, ker se mi zdi, čim grem recimo v kontekstu strojnega učenja dovolj v globino, se potem bolj vse zreducira na neke matematične koncepte, kot pa naprimer neke metaforične ali pa čisto ontološke razlike, ontološke primerjave z človeško kognicijo. Potem pa gre pri človeški kognicijo res za izbiro strategije pred reševanjem določenega problema, naprimer naloga, ki zahteva hiter odziv, ali gre za avtomatiziran proces? Mogoče sem se malo namenoma izognil temu vprašanju, ker to nekako implicira vsaj na neki točki vprašanje tega, kaj pa zdaj počnemo zavestno, ali pa kaj pa ne bi pomenilo, da nekaj počnemo zavestno. In s čimer sem se jaz nekako, in tudi ti modeli, ki sem jih nekako predstavljal, pa katerih sem bral, zelo pogosto ignorirajo to vprašanje, ali gre pri, ne vem, recimo metakognitivnih strategijah, ali je to nek avtomatski proces, ali je to nekaj, kar recimo učenci namerno, o čemer učenci namerno razmišljajo. In v bistvu je zelo dobro vprašanje. Mislim, da bi absolutno bi moglo biti več pozornosti posvečene temu, kateri procesi so tudi ne samo na metakognitivni ravni, ampak tudi v splošnem so nekako avtomatizirani in kateri niso. Kaj to pravzaprav v bistvu, da je nek proces avtomatiziran pomeni. Ampak mogoče sem imel to srečo, da se nisem rabil vsaj v sklopu svojega dela zelo veliko ukvarjati s tem, ker ne vem, koliko poznate neko psihologijo iz 80-ih, 90-ih, se oni takrat vsaj v sklopu nekih psiholoških raziskav niso toliko zelo ukvarjali s tem, do kakšne mere je to avtomatizirano. V redu. Potem naslednjega poslušalca je zanimalo, kaj je prednost polno nadzorovanega klasifikacijskega učenja. Gre bolj za pomanjkanje označenih podatkov ali imamo kakšno prednost pred pravim nadzorovanim učenjem? Predvsem to, kar omenjate tukaj. Gre se za to, da se pravi, podatke ni tako zelo težko dobiti. Vsaj na zelo veliko domenah je to, podatki se zbirajo praktično povsod. Kar je problem, je označevati te podatke. Se pravi, kaj kateri podatek pomeni. In za vsak problem moramo mi v klasičnem nadzorovanem učenju imeti na voljo označene vse podatke. Čimer se v bistvu polnadzorovano učenje kvarja, je točno to, kako imeti neko manjše število označenih podatkov, ampak še vseeno, kar se da izkoristiti vse podatke, ki jih imamo na voljo, kljub temu, da za njih pa ne poznamo njihovih kategorij. Okay. Kako pa je z metaučenjem sami arhitektur? Si probal kdaj tudi v tej smeri? Zdaj ne vem, če si točno predstavljam, kaj imate tukaj v mislih. A bi bilo recimo metaučenje samih arhitektur, bi to pomenilo recimo to, kar je nekako izhodišče na Berkeleyju, kjer smo v bistvu nekako pisali kot nek jezik za opisovanje podatkovnih baz in pa nekako pipeline oziroma teh gradnikov, kako rešiti ta problem. Ker recimo do neke mere sem bil prisoten pri samem temu pisanju oziroma prevajanju problemov v ta njihov jezik. Nisem se pa prav nikoli ukvarjal z metaučenjem, kjer bi bil moj cilj problema reševanje, se pravi točno tega problema, kako izbrati arhitekturo in kako sestaviti
skupaj te posamezne gradnike. Je pa to definitivno zelo živ del meta učenja. Evo, sva že skoraj pri koncu. Je vključitev neoznačenih primerov v učno množico tudi eden izmed načinov, da se izognemo overfittingu? Ja, definitivno je. Se pravi, delali so neke raziskave, kjer v bistvu je na nek način, oziroma pustimo to, da so delali neke raziskave, ampak če si predstavljate, mi v bistvu dodajamo neke nove primere, ki imajo mogoče nekaj šuma v svojih podatkih. In zdaj, in to ima na eni strani zelo to slabo lastnost, da če mi dodamo vse primere notri, potem bo tega šuma enostavno preveč. Ampak če pa dodamo ravno pravo izbiro teh neoznačenih primerov, pa v bistvu dosežemo to, da naredimo, se pravi, našo predstavitev, našo distribucijo tega, kateri podatek ustreza kateri kategoriji, bolj zvezno. Se pravi, lahko v bistvu na ta način potem boljše generaliziramo tudi na še nevidene probleme. In to je tudi do neke mere razlog, zakaj se recimo dvigne klasifikacijska točnost. Ravno zato, ker vidi več primerov, s tem nekako si ne zapomni samo teh podatkov, ki jih vidi, ampak si zapomnim mogoče bolj distribucije, ki te podatki ustrezajo. Zdaj imamo pa tukaj še eno vprašanje, ki je poželo kar nekaj zanimanja, in sicer, kaj je svobodna volja? Imamo 4 lajke na tem vprašanju, tako da več ljudi to zanima. Ne vem, a je to pisal kdo iz kognitivne znanosti? Ker imamo tekom, se pravi, študija smo večkrat odprli to temo in vsakič, ko smo odprli to temo, se je zgodilo, da se, ne vem, tisto uro ali 2, koliko časa je še trajalo predavanje, nismo premaknili nikamor, ker smo se samo ukvarjali s tem, pač, kaj pa zdaj v bistvu pomeni svobodna volja. In jaz se bom izognil odgovor na to vprašanje. Pač, kljub temu, da vem, da je to samo enostranski govor, se pravi, pač ne bom mogel slišati nobenega protiargumenta, si enostavno ne upam povedati, ali pa ne upam nekako konceptualizirati tega, ker se mi zdi, da ima veliko možnih odgovorov. Ja, tako da se opravičujem, ker sem te 4 ljudi razočaral, no, ampak je tako res, tako imam občutek, da je to loaded question. Dobro, potem pa v naslednje vprašanje lahko primerjate računsko kompleksnost nevronske mreže na objektnem nivoju in RL agenta. Računsko ne vem točno, po čem sprašuje to vprašanje. Se pravi, računsko nevronska mreža na objektnem nivoju. Se pravi, če se gre za računsko kompleksnost, kot je definirana recimo v računalništvu, je oboje optimizacijski problem in sta v tem smislu zelo podobna. Je pa seveda, če pa gre za neko bolj to, če je pa z računsko kompleksnostjo mišljena neka zelo taka splošna ideja tega, koliko časa ali pa koliko težko se nečesa naučiti, je pa nekako tako, ne, če imamo mi ta klasifikator, nevronsko mrežo in direktno dajemo odgovore za vsak primer, ki ga vidi, se bo seveda ta nevronska mreža, je težko primerjati, kaj sta tukaj podobno težka primera, problema, ampak se bo nevronska mreža relativno hitro v primerjavi z agentom spodbujevalnega učenja naučila, ker slednji pa dobiva v bistvu samo neko skalarno nagrado, ki je lahko, ne vem, na nekem rangeu, se pravi v nekem pasu, in ta skalarna nagrada je v bistvu vse, iz česar more ta agent spodbujevalnega učenja v bistvu sklepati, a je v nekem stanju,
izvedel dobro akcijo. In kaj zdaj pomeni, če je dobil, ne vem, v 2 različnih stanjih, ne vem, 2 enaki nagradi in tako naprej, je bistveno bolj, je na nek način ravno zato v bistvu tudi agent spodbujevalnega učenja zelo bistveno bolj potraten v smislu števila primerov, ki jih mora videti v primerjavi z običajno klasifikacijo. To velja za pač neke tako, recimo temu povprečne primere. Tukaj pač še vedno lahko imamo tudi v klasifikaciji zelo težek problem, pa bo računska kompleksnost zelo visoka, če zdaj to interpretiram kot neko to čisto poljudno računsko kompleksnost. Super. Evo, sva že pri predzadnjem vprašanju, in sicer, ali je možno s prenosom znanja prenesti meta rešitve iz manjših na večje probleme, za katere si rekel, da pristop ni najbolj primeren? In fact sem tudi to poskusil. In sicer pač sem vzel enega od teh problemov in povečeval število učnih primerov in se je recimo pokazalo, da v bistvu se naučimo relativno hitro nekih strategij, kjer pa mi v bistvu kažemo več primerov pri vsem skupaj. Zdaj, če govorimo o arhitekturah nevronskih mrež, bi recimo lahko če govorimo o večjih arhitekturah nevronskih mrež v primerjavi s temi, ki smo jih uporabili, bi recimo lahko rekel, da je sistem zasnovan tako, da v teoriji bi to moglo delati, ampak v praksi pa tega nisem poskusil, ker kljub temu, da pač 5-krat skrajšamo pač naš čas učenja, čim pokažemo temu sistemu nek klasifikator, ki je na nivoju klasifikatorjev, ki se danes uporabljajo za, ne vem, recimo v strojnem vidu, se v bistvu učenje praktično ustavi samo zaradi tega, ker kompleksnost, ker je model prevelik in je treba najti, ker je treba v bistvu rešiti prevelik problem, na kratko. Dobro. Evo, za konec pa še kako komentiraš heuristiko in kam bi jo umestil? Kako, nisem slišal, svet bom pogledal tukaj. Kako komentiraš heuristiko in kam bi jo umestil? Kako komentiram heuristiko? V smislu... Jaz mislim, da kam bi jo umestil v teh procesih meta učenju, kognitivne znanosti. Zdaj, nisem ful veliko razmišljal o tem v nivoju heuristike, kot o nekem, recimo, heuristika je recimo na nek način strategija. In skozi to lahko rečemo, da v bistvu vedno, ko pridemo do boljše strategije, se v bistvu spomnimo boljše heuristike. Se pravi, ki nas pripelje do nekega podobnega ali pa mogoče malo slabšega rezultata. Mogoče je to delno odgovori na to vprašanje, ampak tukaj je spet, s tem, ko sem to rekel, sem v bistvu kar nekaj predpostavil, nekako postavil. Ampak recimo, če gledamo na heuristiko, na strategijo, potem je to, potem na nek način delamo tukaj namesto strategijami, lahko rečemo tudi s heuristiko. Super. Benjamin, najlepša ti hvala. Jaz mislim, da si bil inspiracija našim poslušateljem in da si nam dal veliko materiala, da lahko zdaj pokopljemo še naprej za to tematiko. Tako da jaz bi se najlepše zahvalila tebi, Benjamin, pa tudi mladinski organizaciji Litija, da je v bistvu pomagala pri kreaciji tega dogodka. Jaz upam, da vam je bilo všeč, da ste uživali v predavanju. Vabim vas tudi, da si pogledate malo našo spletno stran, pregledate te aktualne štipendijske razpise. Lahko pogledate tudi, kdo smo letošnji in pa kdo so prejšnji štipendisti, jih kontaktirate, če rabite kakršnokoli pomoč pri prijavi, vam bomo z veseljem pomagali.
lahko nas tudi všečkate na Facebooku, na Instagramu, da malo sledite našim aktivnosti, pa kaj vse počnemo, kaj se pri nas dogaja. Drugače bi pa mogoče tole priložnost izkoristila še za to, kot ste na prejšnjem slajdu videli, imamo v četrtek spet eno predavanje, tako da lepo vabljeni, da se tudi tega udeležite. In pa še zadnja stvar, da bomo zelo veseli, če boste izpolnili tole anketo, ki je bila sharana v chatu, torej čisto po neke splošne vtise o formatu dogodka, o predavanju, da vemo mogoče, kaj je bilo v redu, kaj je pa v prihodnosti tudi izboljšati. Tako da najlepša hvala še enkrat vsem skupaj, pa lep večer še naprej. Hvala tudi z moje strani, super, da ste prišli poslušati. To je to. Hvala. Hvala tudi tebi, Ana. Čau.